Živijo sem skupaj, spet se oglašam z novim videom o ritmu. Danes bomo govorili o triolskem ritmu oziroma triolskem feelingu. V prejšnjem videu razlagam o straight feelingu oziroma jaz rečem kar straight ritem, kjer so od spodaj šestnajstinke, pod četrtinko, tukaj pa je feeling triola. To pomeni, da ni ta, taka, 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 to je straight, ampak je ta, 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 ta. In ta feeling uporabljamo v glavnem v jazz, blues, soul, glasbi in seveda valček je neka osnova. Tako da bomo šli danes spet s primeri skozi to. Naj pa še omenim, preden pokažem primere, da na primer mi v jazzu, ko napišemo note ali ličit, temu rečemo, pišemo čisto normalno, bi človek rekel v straight varianti. To pomeni, da je četrtinka, pa potem osminke in je to na primer v štiričetrtinskem taktu. Ampak ko jaz rečem, ok, dajmo igrati jazz balado ali pa gremo shuffle igrati, bo sicer vse napisano v štiričetrtinskem, ampak mi bomo razmišljali kot 12 osmin. Mislili si bomo 12 osmin. In to velikokrat počnemo, Tako da ne pride tle do nejasnosti, Pač rečemo jazz balada in jazz balada je ponavadi v nekem triolskem ritmu. In to bom zdaj vse pokazala, kaj s tem mislim. In gremo kar na prvi primer. Valčka. Bomo začeli z valček, da sploh spoznamo, kaj ta triola pomeni. Tlele imam najbolj znano skladbo, najbolj znan valček v jazzu je Moon River. Tako da dajmo poslušati malo. En, dva, tri, en, dva, tri, en. Malo je robato, En, dva, tri in en, dva, tri. Te so šli še malo bolj upočasnitev, ampak nič hudega, V glavnem gre za valček, Imamo angleški pa dunajski valček, plesalci to vejo. In bomo zdaj, pač za nas, muskontarje, je bolj važen, koliko je hiter. Tako da recimo ta je bil en tak tipični angleški valček, ki je bolj počas, Bom pa pol tudi recimo en dunajski valček pokazala, oziroma jazz valček, tudi rečemo. No pa dajmo tlele še en country valček. Tennessee Waltz. En, dva, tri, en, dva, tri. A vidite, podritem, Ča, ča, en, dva, tri, en, dva, tri, en, dva, tri, en. Čujte te dobe in se moramo tudi na to naravnati, Ok, gremo naprej. Tole pa en jazz valček. Someday my prince will come. To je tak tipičen, na to bi plesali en dunajski valček, če bi bili plesalci. Ampak za nas je pač hitrejši. En, dva, tri, 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 en, dva. Someday my prince will come. Evo, to so zdaj valčki bili. No, potem imam tudi Fly me to the moon. V valčku, meni je zelo všeč ta verzija od Blossom Dearie. No, evo, bomo malo poslušali, Tudi to se da narediti na valček. A vidite, malo drugačno fraziranje je, če imamo triolce oziroma da je na tri od spod, kot pa če straight, Ok, gremo še en Fly me to the moon, ta klasičen Fly me to the moon slišati, in se bomo premaknili na swing. Tole pa Frank Sinatra, najbolj znan. Fly me to the moon.
Vidite, to je swing, ne, ritem. In vedno razmišljamo o triolcah v bistvu spod, ne. Jaz včasih rečem, da si naj mislijo, da bi jahali končka, ne. Pa še nekaj, ne. Vem, da sem že delala z učenci in sem jih spraševala, kako naj začutim ta swing ritem, ne. In sva šla gledat, oziroma smo šli gledat plesalce, kako plešejo swing, tisti, ki so res dobri, kar nekako drsijo po tleh, ne. In dajte jih gledati in ta občutek dobiti, ne. Tako res pomaga, ne. In si probajte nekako v telo to predstavljati v telesu, kako oni to občutijo in boste takoj lažje, hitreje prišli do tega občutka swinga, ne. Tako da recimo sploh en tak medium swing je fajn v bistvu si pomagati z gledanjem plesalcem oziroma jih začutiti, kako oni to delajo, ne. Tudi pomaga. Ne. Takate, 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 takate. Vidite, sad so vse triolce, ne. Takate, 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 takate. Evo, to je tipično za swing, ne, swing ritem. Evo, tle je še en hitrejši, to je pa John Pizzarelli, Route 66. To je malo hitrejši swing, ne, tudi swing. To je zelo hiter, ne težko, ampak ga čutim, ne. A vidite, so triolce od spod, ne. Ja, in to je treba zelo začutiti, če hočemo res dobro izvesti to glasbo, ne, da to pravijo, da res swinga, ne. Okej, tlele imam zdaj Erika Claptona, njegova skladba Layla, zelo zanimiv, kadar je delal akustično verzijo, je v triolskem ritmu igral, ko je pa bil z rock bandom, ne, je pa straight igral, tako da bomo obe slišali, da slišimo razliko. Torej Layla. Vidite, tak swingič malo, šafel, tak. Vidite, ne, tako v bistvu swinga, ne. Zdaj pa ta rock verzija, da vidimo razliko. In pol je tudi fraze zelo tako malo pohiti, ampak še zmeraj je noter, ne, ni, malo drugače jih obrne. To je straight, ne? Ja. Straight. Okej, to je razlika, ne, lahko si tudi pod video bom dala vse te linke, tako da si lahko tudi sami malo poslušate in primerjate in začutite ta ritem, da boste videli, da boste res zaznali razlike, ne. Okej, gremo malo naprej, gremo na soul. Tlele imam I Can't Stop Loving You od Salomon Burka, en live posnetek. To je ta prav črnski soul, počasen. A vidite, slišite, ne, kako je vse na triotek. To si pogledajte, ker je res dober. Bom dala link dol. A ste slišali, ne? Tako se pravzaprav naučimo peti tak slow blues, soul, da si predstavljamo od spod triolce. To je en recept, kako držati tempo, kako frazirati, kako oblikovati melodijo na tovrsten ritem, ne. Da si vedno predstavljamo podritme, ne, da si vedno razčlenimo četrtinke in tako naprej, ne, da
da gremo na manjše enote. Ok, poznate tole skladbo? I can't help falling in love od Elvisa Presleyja. To je en tak tipičen 12 osminc, ne? Vidite? Tudi celo valček plešajo na to, ne? Čeprav mi pišemo v notah, pa 12 osmin oziroma 4 četrtine pa pol izvajamo kot, v bistvu to kar 12 osmin tudi napišemo, ker je zelo tipičen, ne? Ampak je zelo jasen ta triolski občutek, ne? Ne? Tako da to... Evo, gremo naprej. Evo, Alicia Keys, If I Ain't Got You. Dajmo še tole pogled. Aha, tle sta John Mayer pa Alicia Keys en posnetek. Tak soul, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. To so valček, ne? 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Evo, to je tak tipičen, ne? Gremo še naprej, gremo na blues. Slow blues. Evo, dajmo še malo poslušati, tle, evo. En, dva, tri, en, dva. En, dva, tri, en, dva. Čakajte, da vidimo, kako poje. To je tako se slow blues, ne? En, dva, tri, en, dva, tri, en, dva, tri, en, dva, tri. Mi smo na koncu šli. Ok, ste zaznali. Tako v bistvu, jaz vedno, ko pojem slow blues, si vedno mislim tele triole, ne? Vedno se na njih naslonim, ne? In potem sem svobodna, pojem fraze čez to. Ampak v telesu pa to zelo dobro čutim, ker drugače bi šlo mimo, bi se zgubila, ne? Ne bi začutila tega, ne bi kar nekje plavala in ne bi bilo to, ne? Tako da za te slow bluese, soule, ful pomembno, da to res tipa od ritme, ne, triolce res začutimo. Ok, gremo še malo pogledati, kaj imamo tle. Aha, tole je pa Ray Charles, Georgia on my mind. Evo, v bistvu to smo pa že skoraj pri jazz baladi, ne, jazz soul balada. A vidite, Ray Charles je bil tak tipičen, ne, jaz sem se pravzaprav po njemu naučila, ker on ima te triole, ne, od spod držati. Ker on ima izrazito počasne balade včasih, ne, na kakšnih posnetkih ta ni toliko počasna, imamo še bolj počasne. In edini način, da tak počasen ritem držimo, puls, ne, beat, je, da si dobesedno od spod štejemo oziroma res predstavljamo tele triolce, ne. Ta, 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 ne, en, dva, 3, 4, ta, 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 ta. Ajde, ne, en, dva. Georgia, Georgia, a vidite, ne? Čisto počas, pa morate ful placa dati vmes, ne? Da morate pauze delati, ne sme se vam muditi nikamor. Rajš imamo ta laid back občutek, ne? Kot pa da pohitevamo tle. Ne, smo tle le en. Aha. A vidite, ne? Tako to je tipično za tele jazz balade, ne?
No, to je pa ta prava jazz balada. Tole je Carmen McRae, ena jazz diva, ne, ena odlična jazz pevka, pokojna že, ne, ampak tole vam priporočam, tisti, ki imate radi jazz, morate poznati Carmen McRae. Around Midnight. Vidite, ne? Spet imamo to. Naprimer, ko jaz odštejem bobnarju ali pa bendu ali pa pianistu, kogarkoli že imam v bendu, tempo za to skladbo in tudi povem, če je to jazz balada, bom tako odštela. 1, 2, 3, 4, A vidite, jaz kar tako naredim in potem je zelo jasno, kaj hočem. Nikoli nimamo problemov, ker zelo jasno odštem in povem točno bendu, kako morajo igrati, ne, v kakšnem feelingu, v kakšnem ritmu, ne. Če je pa straight, recimo, da bo sanovo ali pa karkoli, bom pa rekla 1, 2, 3, 4. A vidite, 1, 2, 3, 4. Ne, zelo jasno povem, sploh kak funk, ne, ker je treba še malo energije dati noter. Namreč, nekaj si zapomnite, ko vi odštejete bendu tempo, v katerem boste začeli komad, v bistvu to štetje je že začetek skladbe. Vi morate pravzaprav že biti v skladbi, ne, zato si je mogoče par sekund prej si v glavi odpojete malo te skladbe, ne, da potem, ko odštevate, je v bistvu to že del skladbe, kot da ste že noter, ne da pol slučajem pride, ne, kar bo ratalo, ne, to opazim, ne, da da veliko pevcev kar odšteje, ampak pravzaprav še ne začuti te skladbe, ki se pol začne. In zato je dostikrat lahko zelo mlahavo, ne, in potem pravzaprav cel komad gre narobe. Če pa mi odštejemo zelo jasno, kot da se je ta komad že začel, ne, da ga jaz recimo odpojem, ne, recimo, če imam balado, ajde. 1, 2, 3, 4. Ba, 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 bi, ba, da, da, naprimer, ne. Sem že noter v tem. Tako da to je zelo važno. Okej. Dosti bo za danes o tem triolskem ritmu, video boste imeli odspodaj pod videom. Lepo se imejte, hvala ker me gledate in spremljate, lahko se subscribate, lajkate, delite video, če vam je všeč, poveste prijateljem in se vidimo naslednjič. Živjo!